Drage gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav, sem Bojan Požar, vi pa gledate današnjo uro resnice. Z menoj v studiu sta Boštjan M. Turk in pa Edvard Karič, naša stalna komentatorja. Zdaj, tem imamo pa veliko, jaz imam zabeleženih najmanj 4, tako da predlagam, da takoj začnemo. Edvard, zdaj, verjetno si spremljal ta relativno divji spopad med Matejem Toninom in pa Janezom Janšo na socialnem omrežju X, bivši Twitter. Zdaj, ta spopad je bil tokrat nekoliko močnejši kot običajno. Prvič izbruhnil nenadoma, in drugič zanimive stvari sta si učitala. Janez Janša je pač napisal, da je zdaj ta dogajanja med Novo Slovenijo in pa med SDS-om so posledica tega tudi delno, da naj bi pri enemu od vidnih politikov SDS-a med neko kazensko preiskavo, pa ni povedal katere, tudi ni povedal imena tega politika, našli en kup zlatih palic. Matej Tonin mu je pa odvrnil, da naj on raje skrbi Janša za svojo poslansko skupino, ker se v kratkem obeta nek izstop iz poslanske skupine enega novega poslanca SDS, ampak spet ni omenil katerega. Kaj praviš? Zanima me, kako je to, recimo, neki stranki, ki bi pa mogli sodelovati, pa med neko bodočo koalicijo, na desni sredini in tako dalje, znotraj iste politične opcije, v nekem trenutku tako izbruhne, tako silovit spopad javn pred vsemi. No, na Twitterju ni nič, oziroma na X-u ni nič posebenega, da zadeve zelo hitro eskalirajo. Tudi sam sem bil že kdaj vpleten v kakšno tako eskalacijo, pa se je na koncu izkazalo, da je bil nekdo, v nekem trenutku, nekje vmes v nekih mislih, kakorkoli. Ampak to niti ne upravičuje, niti ne zmanjšuje same te eskalacije. Jaz mislim, da ta zgodba seveda ima neko daljšo brado. Ta zgodba se vleče še iz začetkov v bistvu Golobovega prevzema oblasti, kjer je takrat pri razdelitvi teh sedežev v različnih komisijah prišlo do v bistvu prvič do zdaj, do tega, da v bistvu SDS ni dobila oziroma je Nova Slovenija zasedla tiste sedeže v Komisiji za nadzor javnih financ. In je od tam potem... Gre za Komisijo za nadzor javnih financ in KNOVS. In KNOVS, ja. No in je v bistvu od tam ven se vleče potem nek sum, da je Nova Slovenija sklenila nek pakt s hudičem, to se pravi z Golobom, da je obdržala takrat vodenje Darsa in s tem tudi določene neke finančne tokove. Dars je bil najbolj izpostavljen, takrat Hajdinjak in tako naprej. In zdaj, zakaj je Nova Slovenija takrat to tako besno zanikala in tako naprej, jaz v resnici niti ne razumem najboljš. V smislu, da pač gre za politiko. Zdaj, ali je škoda bila narejena zaradi tega, ali ni bila škoda narejena, bo seveda presodila zgodovina in zaenkrat ta kratek čas vladanja Goloba že kaže na to, da je bila velika škoda v bistvu narejena za slovensko demokracijo. To, da pa zadeve eskalirajo, je pa potem potrebno verjetno videti v nekem drugem kontekstu. Desnica ni monolitna enota. To se je pogosto razumelo tako v javnosti za časa recimo Janševe vlade, ker je Janez Janša v bistvu takšna persona in način vodenja in v bistvu njegovo razmišljanje, ki je tudi v času precej naprej. In ostali v bistvu samo nekako capkajo potem za njim in razmišljajo o tem. Če je on za Bidna rekel ob nastopu, ko se še nič ni vedeli, je rekel najbolj šibek, potem, ko se je začela agresija na Ukrajino, je pač Janša rekel, tako je treba zapreti zračni prostor in tako naprej. Gre za osebo, ki je v bistvu na nek način edinstvena v slovenskem političnem prostoru, sploh v tej prvi ligi aktivnih politikov, ki ima vizijo nekega razvoja dogodkov na slovenskem političnem prostoru nekaj let naprej. In to je en vidik, in drug vidik je pa to, da je potrebno to monolitnost nekako, seveda volitve se približujejo, treba to monolitnost nekako prikazati tudi na tak način, da je vsak svoj akter. In SDS je svoj akter, Nova Slovenija je svoj akter in sta na nek način oba, in Janša in Tonin, zainteresirana za nek konflikt, ki je veliko manj oseben, kot bi mogoče lahko na neke trenutke to zgledali, saj jaz mislim tako. Ne nazadnje Janša v Ljubljani, Tonin je v Bruslju, vidite se verjetno več ali manj samo to
toliko, kar jih mi vsi vidimo preko kamer. Ne? In je v bistvu za javno prezenco to dobro, ne? Da se izloči, to se pravi, da se naredi nekaj res. Ne? To je Nova Slovenija, to je, da ni samo pogorelc tisti, ki ves čas nekaj črta. Skratka, če te jaz pa razumem, to ni nič tako dramatičnega, kot zgleda. Meni se ne zdi tako dramatično. No? Koristi pa na nek čuden način obema. Obema koristi. Jaz mislim, da obema koristi. Ne? Ki sem videl tudi nek nov moment, ne? Matej Tonin je izrazito, pa tudi Vida Čadonič-Špelič, da je njihova podpredsednica, poslanka, je oba sta uporabljala, ko sta naslavljala Janeza Janšo, sta oba tokrat uporabljala besedo Janez. Ne? Janez, poglej, Janez, ti si rekel, Janez, nisi rekel. Ja. Tako da mogoče zaradi tega, ker se ne videvajo. Ne vem. Ja, mogoče. Ja. Izvoli, Boštjan. Pa ja, jaz bi rekel, se moment, ti mogoče veš zdaj za koga, kdo ima tiste zlate palice in kdo ne bi bil tisti poslanec SDS-a, ki ne bi izstopil. Ne, me pa ne bi čudilo. Ne. Kaj zlate palice? Ena zlata palica je 50,000 evrov ali pa še nekaj. Ne. Ja. In to je zelo priročno za različne provizije talet. Ne, in je pač zlato ni obdavčeno, ne, in je verjetno marsikje so te zlate palice že pri komu več. Ne še bitcoini, pa nas se zlate palice delijo. Kaj pa to, kdo bi lahko recimo izstopil iz stranke SDS, oziroma pač zapustil poslansko skupino? V končni fazi je pa res, ne, da SDS je relativno velika poslanska skupina, tako kot je recimo, to se pravi Svoboda, velika poslanska skupina, ne, in da nekdo začne razmišljati in videti neko svojo bolj zeleni pašnik v prihodnje, nekje drugje. To bi bilo malo nenavadno, da bi zdaj recimo, ker sem se malo potem kasneje tudi malo pozanimal, so mi pač rekli, da so vsi poslanci zdajšnji, pač člani poslanske skupine SDS-a so že evidentirani za prihodnje volitve. Ne? To je eno. Razen, mislim, da gospod Tanko odhaja v pokoj, ne? Ja, to je eno, ne, drugo pa ne smemo pozabiti, ne, tisto zavezo, ki so jo te poslanci tudi podpisali takrat, ko Logar pa Irglova nista hotela. Ti so vsi podpisali? Ne vem, jaz sem takrat razumel tako, ne, da so vsi podpisali, kar pomeni, da ne bi neka dana beseda tudi nekaj veljala. Ja, dobro, v politiki je to tako. Ja, se strinjam. Izvoli, Boštjan. Ja, tukaj je več aspektov. Zlate palice. Ja, zlate palice, so še drugi problemi. Tukaj je več aspektov, kar se tega tiče, recimo, se pravi, kdo bo izstopil iz poslanske skupine SDS, mi to dobesedno ne zdi verjetno, vsaj po zadnjem, bi rekel, najbolj, kako bi to imenoval, nerodnem izstopu, ne, potem, kar je naredil Dejan Kaloh, ne, mislim, da bi pa kdo se odpravil, bi rekel, v puščavo brez vode, brez hrane, vedoč, kaj ga čaka in začel hoditi kilometre, mislim, to, kar dela Dejan Kaloh, ne, mislim, ta zgled je, tako da, ker so pametni ljudje v tej poslanski skupini. Drugo, seveda, je zadeva zanimiva, jaz ne bi uporabljal pravzaprav zlatih palic, ne, ker zlata palica je neki tak, bi rekel, nek prisrčen termin, ne, ampak le problem Nove Slovenije, ki je pa seveda identičen problemu, ki so ga imeli krščanski demokrati 30 let nazaj, jaz to vem, ker sem bil tedaj tam, ne, so pa tako imenovane zlate verige, ne, so pa verige, ne, to so najmočnejše verige, čeprav zato je mehka kovina. Če to zdaj govoriš figurativno? Figurativno govorim, seveda, zlate verige, kaj pomeni zlata veriga? Dars. Rekel si Darsa, ne? Rekel, da so ostali, da je Nova Slovenija zdaj neke vrste v pol koaliciji s tem Golobom, pa da ne pusti teh preiskovalnih komisij in zato, ker je bil Hajdinjak na Darsu. Ista situacija je bila natančnih 30 let nazaj, z natančno istimi akterji, Vido Čadonič-Špelič, ko je bil isti Dars, ki ga pa takrat ni obvladoval, bi rekel, krščanski demokrat Valentin Hajdinjak, ampak je bil to direktor krščanski demokrat, če se spominjam, Jože Brodnik. Isti zapleti so bili in od tod se je takrat v javnosti začelo oblikovati mnenje, da so krščanski demokrati v bistvu podložni tej formalni, neformalni koaliciji z LDS-om, tako kot so danes krščanski demokrati Tonina, podložni koaliciji se pravi v bistvu Golobom in izigravajo Janša, in tako so Peterle in krščanski demokrati tedaj izigravali Janša. Takrat smo začeli govoriti, jaz sem bil v opoziciji, jaz sem tudi poleg Peterleta na klavzuri v Mavčičah 8. novembra 1994 edini pa Pucko, 3 smo glasovali za izstop iz koalicije z LDS-om, je to dokumentirano, je to v knjigah. Ne, tako da jaz nimam to nobene krivde, ne, ampak so govorili zlate verige, če te enkrat zlato verigo privilegijev, denarja, šoferjev, veste, kako je to hudo, ne, meni je to nekdo od krščanskih demokratov pravil, Boštjan, vi sploh ne veste, kaj je bolečina, sem rekel, hvala Bogu, da ne vem, je rekel, ko nekega ponedeljka ni več šoferja po vas, ne.
Tega recimo res ne. A to so zlate verige. To so zlate verige. In teh verig ti lahko jekleno verigo iz titana verigo boš prerezal, a zlate verige ne boš, ne. In to je simbol. Zlata palca je tu pa je tam. Če si pa ti preklenjen z zlatimi verigami in ti ljudje očitno so, ne, se obnašajo tako, da so na pol, tako kot je rekel, kaj je rekel Mišo Malenšek, takrat za krščanske demokrate so zjutraj, so prmaši popoldne oziroma zvečer pa v tako imenovanem, oprostite izrazu, kupleraju, a ne. In to je zdaj ta dialektika, ne, ki je uničujoča, zdaj pa govorimo resno, ki je pa za eno stranko, ki vstopa v volilno leto, uničujoča, ne. Zato, ker dajo popolnoma napačen signal volilnemu telesu, a ne, mu dajo, da ne vedo, kaj bi sploh radi, predvsem pa seveda vsak razume sporočilo zlatih verig, ne, da so ti fantje priklenjeni, ne, te mogoče kakšno ključanco te zlatih verig ima Marko Pogorevc, ne vem, govorim pač fabulativno, ne, da mi ne bo kdo to resno vzel, ne. To je vtis, ki nastaja in ljudje se bojijo to volta, ne, in jaz to Tonina res ne razumem, ker ti ne moreš biti resen predsednik, recimo, jaz Janšo spoštujem, ne, in Janša bi lahko bil kadarkoli evropski poslanec, kadarkoli, ne. Sedaj na prvo mesto liste namen, ne, to bi lahko že bil od 2-4, ne, pa nikoli ni tega naredil, ne. Zakaj ni tega naredil? Ja, recimo, Tonin ne razmišlja, zato ker ti ne moreš biti predsednik stranke, ki ima 10 plus ali pa 20 plus, pa biti v Bruslu, pač to pač ne gre, ne. Ti daš, kot je dal Janša, daš Grimsa v Bruselj, ne, recimo, ne, in imaš tam pač svoj PR, ne. Čeprav ta Grims je v bistvu zanimiv fenomen, ne. In to je zdaj postaja eden najbolj prepoznavnih slovenskih evropskih poslancev, ne. A lahko še nekaj povem? Ja, izvoli, ali vse, ja. Ja, torej jaz sem imel predstavitev knjige, to je bilo septembra, Jetniki svobode, a ne, sem imel predstavitev knjige v, mislim, Lom pod Storžičem. In tja je prišel Branko Grims, prav posebej bi imel regionalni odbor SDS-a, nekaj 50 ljudi, kar precej. In je Branko Grims rekel, da se meni, ki sem ga podprl za izvolitev, to je pa dejstvo, da je bil izvoljen zaradi podpore, ki sem mu jo jaz dal, in da je prišel v parlament, pa se je mene prav streslo. 700 glasov razlike. 700 glasov je rekel, je odločalo, ali sem jaz v parlamentu, ali zunaj, veste, kaj 700 glasov ni nič. Ne? In pa sem rekel, in je to tudi pred kamerami, je rekel, jaz se zahvaljujem profesor Turku, ker me je podprl in tako. Ja, on je naredil odlično kariero. Boštjan, vsak glas šteje, ne? 700 glasov, to je tako malo, da, a si predstavljaš, in celo življenje, cela človeška usoda visi na se jih je bilo več, takrat blazno blizu je bil Hojs, je bil Breznik, je bil Kangler, ne, so bili vsi blazno blizu. Pa Peter Gregorčič, ne? Ne, SDS, hočem reči, znotraj liste SDS-a. Ja. No, zdaj, če si zdaj začel Bruselj, ne, predlagam, da malo preskočimo, ker sem si nekako zamislil, da bi v bistvu malo pogledali ta fenomen, ne. Zdaj, dva slovenska evropska poslanca sta v Bruslju že govorila srbsko, ne. Ed je bil Prebilič, ne, in zdaj na koncu je bila pač še Joveva, ne. Oba sta bila opomnjena s strani predsednice Evropskega parlamenta, da žal pač tega ne morejo prevajati, ker Srbija pač srbščina ni uradni jezik Evropske unije, nimajo prevajalca in tako dalje. Vidim, da je dopisnik Dela je ta jezik, Peter Žerjavič je jezik poimenoval Jugo-Esperanto, ne. No, to je že dolg izraz v zlatu. Ja, pa on ga je zdaj ponovem poimenoval. Pa me zdaj zanima, recimo, ker to zdaj tudi več ni. Enkrat bi lahko bilo slučaj, ne, zdaj pa že dva, ne, govorita po srbsko. V čem je finta? A to ciljata, ne vem, na srbsko populacijo pa nas, volivce, na ta način pridobivata ali kaj? Jaz mislim, da je ta zgodba bistveno globja in je to globoko usedeno v generacijah danes, ki so, recimo, dajmo reči 40 plus, to poniževanje in posmehovanje slovenstvu, ne, že od nekdaj, mislim, zame od nekdaj, ne, recimo jaz sem bil, ko smo bili v JNA in tako naprej, ne, so bili oni Janezi, to se pravi, spomnimo se izrazov, bečki konjušari in tako naprej, ta majhnost, ne, ta kompleks manj vrednosti, ki so ga Srbi nekako uveljavljali nad Slovenci, ne. Vse so itak samo zadelati in tako naprej, ne spravijo nič skupaj, mi pa smo velika nacija in tako in tako naprej. Ne? In vse to se je globoko usedlo v pač ljudi in to se manifestira od volitev do komentarjev, do, ne vem, jaz enostavno si ne predstavljam nekega Italijana, Francoza, Španca, da bi bluzil tam po Evropskem parlamentu v srbščini, ne vem, bolgarščini ali pa ne vem, katerem jeziku sploh, ne. Jaz tega ne predstavljam, ne. In zdaj pa še več, ne, da te Slovenija izvoli. In da ti ne govoriš slovensko, potem v Evropskem parlamentu, kjer ti predstavljaš svoje volivce,
iz nekega, kakorkoli, nekega geografskega območja, to se pravi Slovenije, iz države, ne, jaz mislim, da to ni samo sramotno, ne, to je naravnost, mislim, poniževalno do sebe in seveda poniževalno tudi do ljudi, ki so te izvolili in katere ti predstavljaš. Ne? Pustimo zdaj, da je Joveva, ne vem, da so jo izvolili plus minus, ne vem, Svoboda in tako naprej. Ne? Pa pustimo, da so Prebiliča izvolili, kaj ti zeleni ali ta stranka in tako. Ne? Naivni zeleni. Na koncu dneva imamo mi v Evropskem parlamentu, to se pravi v Bruslju, toliko in toliko poslancev. Oni so tam, zastopajo seveda svojo neko ideologijo, ampak hkrati pa tudi predstavljajo Slovenijo. In če je Evropski parlament, katerega konstitutivni element smo Slovenija, kot to se pravi članica Evropske unije, ne? In če Evropski parlament ne nazadnje tudi že ta signal, da zagotavlja prevod v neke jezike, pa ne moreš ti zdaj se tam dobesedno smešati. Razumem, kaj pa recimo ta moment, ne, ki na nek način morda to upravičuje, recimo solidarnosti. Ne? No, jaz nič ne upravičujem. Jaz bi ravno obratno rekel, če bi Joveva ali pa Prebilič v končni fazi govoril v slovenskem jeziku, bi mnogo več ljudi to razumelo in bi mnogo več ljudi doseglo sporočilo, kot pa danes, kjer se vsi samo zgražamo, vsaj tisti, ki imajo vsaj kanček, to se pravi neke narodne zavesti, da se zgražamo o tem in nihče v resnici niti ne ve. A ti mogoče veš, kaj točno, ali pa boš dan, kaj točno je Joveva govorila, ne? Jaz razumem, kaj govori sicer. Pa da mi trije, ki smo malo, dajmo reči, malo politični friki, no, da to spremljamo, ampak jaz mislim, da 99,9% Slovencev sploh pojma nima, o čem je Joveva govorila, vsi pa vajo, da je govorila o neki srbijanščini ali nekem tako imenovanem jugoesperanto, to se pravi neki mešanci vsega, kar nam je ostali z bivše Jugovine, ker smo se itak v 5. razredu osnovne šole mogli učiti, pa potem so nam glavo pravili recimo moškim v vojski, ženske so se mogla pa prilagajati. Na vsakem uradu se je posod, kjer je prišel nekdo iz Bosne, Srbije ali pa Hrvaške, je začel bluziti po svojem, v svojem jeziku so se vsi kar naenkrat razumeli, odgovarjali in tako naprej. Ne. Zanimivo pa je, to pa moram dodati, ne, da glede na to, da imam jaz hčere danes stare tam, dajmo reči, okrog 20, no, ena malo manj, druga malčkam več, da ne razumejo več, ne? Da ne razumejo, da se pogovarjajo, ne vem, kaj ne rečem, s Hrvatom ali pa Srbom in da preklapljajo na angleščino, ker enostavno ne razumejo. Ne? In recimo, ko te vprašajo, tebe ne vprašajo ti to kar razumeš, pa kar znaš govoriti, ne? In je nam to tako nekaj normalnega. Srbom nikoli ni bilo normalno govoriti o slovenščini. Itak so rekli, sej te bo Slovenc razumel, ne? Hrvatu tudi ne. Pa bom rekel, hrvaščina plus minus, zdaj moram reči, da malo nam z Hrvata rečejo, ko vratni dopupak, malo delajo neko znanost iz tega, ampak so jeziki relativno blizu in bi, glede na, če jaz razumem Italijana, saj tiste osnovne stvari, je to, dajmo reči, ima to bistveno globje konotacije, kot pa to, in da se, meni se to zdi enostavno noro, no? Da slovenska, to se pravi europoslanka iz Slovenije govori srbsko, mislim, jaz sploh nimam besed. No. Izvoli. Jaz vidim, recimo, jaz se zelo tam strinjam, kar je to vse povedal, ne, a vidim pa še en dodaten moment, ki se mi zdi pa ključen, ne, ki ga Edo ni izpostavil. Torej, seveda, če ti spregovoriš po srbsko, ne, to pomeni, da to zdaj pač uporabljaš jezik gospodarja, uporabljaš jezik, bi rekel, vladajočih v državi naši, žal, ne, kajti identificirati se s srbstvom oziroma s tako imenovanim srbskim svetom v Sloveniji je danes tisto, kar ljudi, bi rekel, postavlja na pozicijo, da so oblasti lojalni in da nimajo težav. Joveva je podprla študentske demonstracije v Srbiji. Ne? To je čisto popolnoma brez veze. Lahko bi podprla študentske demonstracije, lahko bi podprla, da gradijo avtocestni križ tam, lahko bi podprla, da se zavzamejo za volkove na Šar planini oziroma pač na teh srbskih gorah ali karkoli, za karkoli. Se ne gre za to. Gre za to, v katerem jeziku je to naredila in kateri motiv je bil zadaj, tako pri Prebiliču kot pri Jovevi. To je pa motiv, ki ga naš, bi rekel, tisti človek, ki je eden, poleg Milana Kučana, nosilec v bistvu največje neformalne moči v državi, Zoran Janković, zelo dobro uteleša. To je, ali si sa Srbima in sa nama ili nisi. Ne? In to je pogubno. Zato sem jaz rekel, Edo, tukaj jaz to zaznam, recimo, ampak to gre globje. Mi smo, se pravi, mi rojeni konc 60-ih,
70 letih. V začetku smo zadnji, ki še govorimo, bi rekel, ki razumemo ta jezik nedanje skupne domovine. Moja žena je, v ta primer uporabljam, predvsem mlajša od mene, ona ne razume tega več. Jaz sem videl pri Evi Irgl, ki mislim, da je letnik 79, ona ne razume več. Bil sem enkrat za neko delegacijo, kje smo bili, na Hrvaškem, ona ne razume in nje ne razumejo Hrvati, ona ne razume nič, ona je bosa. Ker to je pa že letnik 80, 79, prav tam, do 75 nekje seže to. In zato pravim, hvala Bogu, kajti generacije Slovencev in Slovenk, ki prihajajo, bojo imune na to, da bojo rekli Srbinu, pa da, razumem te, pa da, nema problema, idemo dalje. Bojo rekli, kaj, what's the problem? Ne? Hočem reči, jaz to vidim, recimo jaz to delno vidim, ker je precej študentov na filozofski, oziroma tudi jaz jih učim iz Srbije, ne? In vidim, kako to funkcionira, vidim, da se pač pogovarjajo med sabo v francoščini, ne, se pravi slovenske študentke in študenti z srbskimi študentki se pogovarjajo v francoščini, ne, oziroma celo to, kar jaz vzpodbujam, ne, da se učijo slovensko. In meni pravijo, recimo, da je profesor, prosim, govorite z mano slovensko, da se bom jaz naučil ali pa naučila slovensko. Ne. Na tem gre pa za to najbolj grob imperializem, ki začenja že v bistvu s Karađorđevići. Za Slovence je bila Jugoslavija prva in druga sta bile pogubne, civilizacijsko. Mi smo iz druge išli z ogromno sreče in mi moramo tudi neki Slovenci moramo vedno vedeti, mi smo Srbe vojaško premagali. Srbi so zadnjo bitko, ki so jo dobili, ki so jo zmagali, je bilo tam, ne vem, obramba Beograda leta 15, ne vem, potem je bil pa že krv, pa potem so pa že prevzeli Francozi, ne, to je zdaj druga zgodba, vse v svoje roke in to pilotirali. Ampak zadnjič, ko so Srbi vojaško zmagali, je bilo pa po moje celo v balkanskih vojnah tam 13-12. Mi smo jih pa vojaško premagali. Pa ne samo to, mi smo jih premagali po načelu David Goljata. To je, kar šteje. Ti zdaj govoriš o slovenski osamosvojitvi? Seveda, o slovenski osamosvojitvi, v kateri je nastala slovenska država. Ne? V kateri uradni jezik je slovenščina. In potem prijemo nazaj in da nima Irena Joveva in Prebilič nimata kaj govoriti v srbščini, ker to je pač ena popolna blamaža in en popolni dokaz, nekako bi to Cankar bi to imenoval hlapčevstvo. Ampak ona dva sporočata Ljubljani, ne Bruslu. Ni bistven Bruselj, bistvena Ljubljana, bistvena so ušesa v Ljubljani. Kučana, Jankoviča, vsega tega ozadja. Aha, poglejte punco, kako nam je lojalna. Ne? To je, kar mi hočemo. Ker recimo iz moje knjige so večkrat pisal, predvsem pa iz Jetnikov svobode, neminovno sledi, da se bije življenjsko kruta bitka v tem trenutku v Sloveniji za suverenost nad slovensko državo in da se bije vojna, bi rekel, tako imenovanega slovenskega sveta, ki črpa iz osamosvojitve, iz vrednostnih temeljev slovenske nacije, iz kulturnih temeljev, brežinskih spomenikov in da se bije vojna za nekim, niti ne, jaz imam Srbe čisto rad. Srbi so genijalen narod. V tem smislu, recimo, njihova filmografija je genialna. Ker so pa hkrati grozljivo nesrečen narod, ker ni naroda na tem svetu, ga ni narod na tem svetu v 30 letih, ki bi sebe uspel tako temeljito uničiti, kot so Srbi to storili od leta 89 z Miloševićem. To nekaj vedeti. Leta 90 smo imeli Slovenci in Srbi približno isti GDP, znotraj iste države, hočem reči, ne, je bilo to primerljivo. Slovenci smo od leta 90 svoj GDP zboljšali tam za 500%, grozljivo. Srbi so na minus 11% od tega, kar smo leta 90. Še neki bistven podatek, Srbija krvavi. Vsake 6 minut iz Srbije odide en človek. Mene je prav stresal. Včasih jih je bilo 10 milijonov, zdaj jih je mislim, da 8 in pada. Plus to, kar dela ta pionirček Vučić, to, kar dela Vučić, je pa točno to, kar je delal Milošević, samo vprašanje, kdaj bo zapravil Vojvodino. Je samo vprašanje, tako kot je Milošević zapravil Kosovo, kdaj bo tale pionirček, bi rekel, od Miloševića, ki je bil na Palah, ki je govoril, da je treba iste represalije, pa ste on je to govoril, ki so jih nemški okupatorji uveljavljali v Kragujevcu, recimo, ko so streljali talce, 100 Srbov za enega padlega Nemca, in rekel, da je musliman, so tudi na televiziji, da je treba iste represalije proti muslimanom, bil s Karadžićem na Palah. Ne? In zdaj samo vprašanje, kdaj bo zapravil še Vojvodino in bo Srbija ostala paša luk. Dobro, da gremo v detalje, bo še tukaj kaj, lahko kaj dodaš? Jaz se v bistvu strinjam okrog tega, jaz sem že zadnjič, ko smo govorili o Jankoviću. Jaz sem mislil, da imata mogoče Prebilič, pa Joveva. Ne, jaz sem zadnjič, ko smo o Jankoviću govorili, sem rekel, da tukaj gre za v bistvu neko linijo, ki poskuša obvladati slovenski prostor, ne? In že tisti mehkiček, ki so ga nabili tjale v rok, v bistvu tako kot en kronski dokaz tega, kdo tukaj vlada, ne? Jaz mislim, da ti se treba, bom rekel, umakniti takoj
ob prvi priložnosti. In predvsem je pa nekaj. Ne? Sprav, ti si to dojemaš kot nek simbol tega? Absolutno. Pač simbolika je v vsakem, mislim, poglej proti Janševe proteste in simboliko, ki so jo gnali. To se pravi, bom rekel, to je nenazadnje močen del je bil te srbske naveze, ki je v ozadju simbolno zadevo pelala. In ta ista struktura, te vojaški obveščevalci in medijski komplot, ki trenutno v Sloveniji narekuje tempo skozi Golobovo oblast, pelje isto matematiko. In tukaj se jaz z Boštjanom globoko strinjam. Gre za simbolne potrditve, ki so pomembne. Zakaj? Zaradi tega, ker v Sloveniji ne sme postati govorjenje slovenskega jezika kul. Ne sme biti poslušanje slovenske glasbe kul. To mora biti za da ne rečem, to je potrebno ves čas vzdrževati. Ti, ko se ustavaš na križišču, pride avto, iz katerega buči muzika. Več ali manj to je en sam šajdiridaj, pa tako naprej. Gre za to navzven kazanje svoje majhnosti s to ambicijo obvladati svet okrog sebe. In mi smo pač priča temu. Slovenski narod je nekoliko bolj, tudi zaradi topografije, pa vsega skupaj tukaj, nekoliko, pa seveda zaradi prehoda različnih vojsk in tega, da prideš, ne izpostavlji se preveč, kankoli ne veš, kdo bo prišel naslednji min, je pač v tej narodni zavesti nekoliko drugačen pristop. In smo v bistvu tukaj, bom rekel, jaz lahko samo podpišem to idejo. Mi ta trenutek bojujemo veliko večjo bitko na tem subtilnem nivoju, kot pa se nam pač zdi. In tisti, ki smo dali skozi Jugovino, ki smo zdaj počasi, ne vem, stari 50 plus, se tega začenjamo vedno bolj zavedati. Saj že ta izraz, včasih je veljalo, napet na občino, pa daj na bosanski način to spel. Kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da si šel trkati od vrat do vrat, pa jokat, pa cvilt, pa cmizdrit, pa nič razumeti in tako naprej, da se te na koncu nekdo usmilo, pa te nekaj naštimal, nekaj podpisal, nekaj dal. Slovenci so po vrsti čakali od zunaj. In to vse se to prenaša veliko globje, kot pa in to zaničevanje, bom rekel, in slovenske kulture in tega nacionalnega ponosa in tako naprej. In da se poskuša, to se pravi v mestnih jedrih, kjer je v bistvu ta levičarska elita narekuje tempo, poskuša za vsako ceno prikazati vse, kar je slovenskega, nekako, to je za kmete, to je za periferijo, to je za tam za nekje. Mi smo progresivni, mi smo ne vem kaj in potem pač na sredo Ljubljane pač ta mehkiča nabijaš. A je to mogoče, gre za podoben kontekst, recimo, kot pač ta situacija, recimo, da se pač da recimo MMC, javna RTV, na spletni strani zapiše, da je avtomobil zapeljal med množico v Nemčiji, na Bavarskem, kar je samo po sebi absurd, ker avtomobili vozijo sami, ampak ve se, zakaj se to napiše, kaj se prikriva in tako dalje. Ja, veš, kot novinar zelo dobro veš, da tisti, ki te plačujejo, ti smo pisati ne moreš. Hoče reči, gre za podoben kontekst. Situacije pa nas. Ja, ampak vse veš, in to so isti tokovi, financirani tokovi, ki obvladujejo. Ki obvladujejo neko okolje. In RTV je, bom rekel, dobro, to, da je RTV ugrabljeno, to ni težko razumeti tudi, bom rekel, že otrokom v vrtcu. In da to, kar oni pisarijo in to, kar oni tam objavljajo, to je, pa o čemer govorijo, to je naravnost, bom rekel, zdaj pa že mečkam komično in jaz iskreno se sprašujem, kdaj bojo ljudje dokončno rekli, zdaj pa dovolj. Ne moramo mi plačevati nečesa, kar služi 3% ljudi. 4, ja. Dobro, predlagam, da gremo malo naprej. Verjetno spremljate to, kar se dogaja v Državnem zboru v zadnje čase. Te poteze Urške Klakočar Zupančič, zdaj Lena Grgurevič prihaja v ospredje, poslanka, predsednica odbora za pravosodje, delo tudi Tamara Vonta s to preiskovalno komisijo, ker sem bil tudi jaz pred časom zaslišan. Ampak ko se mi zdi, da če bi bila ena taka poslanka s takimi potezami, pa s takimi dejanji, bi še lahko govorili kot o nekem fenomenu. Zdaj pa to postaja že čisto resen situacija. To ni več simptom to je zdaj že kompleten sindrom zadeve. Kako ti gledaš recimo na to? Zdaj, Sebastijan Jeretič je dobro izraz uporabil pred časom. Neke druge medije je rekel, da je Urška Klakočar Zupančič iz tega parlamenta naredila celo štalo. Ker dobesedno je zdaj to res ratala štalo. Mislim, tako je. To večkrat očitno... Ni več zabavno, čist niti, večkrat očitno je pač ta reka se je začel materializirati, oziroma se materializira tudi v Slovenskem državnem zboru, da pač ko klovni pridajo na dvor, v bistvu ne postanejo graščaki, ampak dvor postane cirkus. To pomeni, da ljudje, ki so zelo majhni,
ko se dokopljajo do oblasti, v resnici začnejo to slast oblasti izkoriščati na njihov način. To je pa strašno primitiven. In bistvena razlika med modrimi politiki pa med politikanti je predvsem v tem, da politikanti ves čas razpravljajo samo o njih samih. Kdo je njim kaj rekel, komu so oni nekaj zamerali, kako se je nekdo do njih obnašal. Modri politiki pa razpravljajo o skupnem dobrem, o državi, o narodu, o tem, kaj je treba, z davki narediti, kaj je treba z demokracijo in tako naprej, ne. In mi smo ta trenutek padali na neko stopno, ki je v bistvu zastrašujoče nizka. Ne, to je, bom rekel, res da ne bom uporabil pregrobe besede, no, ampak res nam vlada nek derivat, dajmo reči slab derivat neke negativne selekcije. To nam res vlada. Ne? In ljudje, ki so na oblasti, tako kot je Boštjan lepo na začetku rekel, ne? To so ljudje, ki se bojijo, kaj bo naslednji dan, ko jih šofer več ne bo prišel iskat pred recimo državni zbor ali pa pred ministrstvo. Ne? To so ljudje, ki ta trenutek vejo, da predčasnih volitev ne bo. Kar pomeni, da bojo vsaj še eno leto. V njihovih glavah je eno leto neskončna razdalja. Ne samo 12 plačne poslanske. Ne, to je nekaj, bom rekel, neskončnega. Ne? In do takrat bomo mi pokazali, kaj smo. Ne? V resnici sej ne veš, kaj bo jutri. Ne? Razen to, da vemo, da bo jutri nov dan, v resnici ne vemo, kaj bo jutri. Ne? Ampak na tak način, da se pa te ljudje, ki so odgovorni za naše skupno dobro, ne vprašajo, kaj je dobro za nas vse skupaj, ampak da se sprašujejo samo in izključno, kaj je dobro za njih same. To je pa, in jaz upam, seveda upam, da bojo volivci na naslednjih volitvah v bistvu nagradili tiste, ki se zavzemajo za skupno dobro in bom kar ta izraz, ta šrot v bistvu na nek način, ki se je ulezel, ampak to niso samo par teh poslank pa poslancev. To se je ulezalo v vsa ministrstva. To zdaj mogoče tega niti ne vidimo. Ne, ker trik depolitizacije, to se pravi tega pojma, to je, bom rekel, po starem vojaškem obveščevalnem priročniku, moraš vedno delati obratno od tistega, kar govoriš. A ne? In trik depolitizacije je v resnici politizacija, kar pomeni menjava kadrov, ki bi potencialno ti lahko škodovali, ker bi se držali nekih pravil za sebi, to se pravi primernimi ljudmi, ne? To se pravi s poslušnimi ljudmi. In to, kar se nam dogaja, je to, da v bistvu teh poslušnih ljudi na tak način je v resnici relativno počasi malo. Ne? In ta negativna selekcija daje rezultate in mi poslušamo in gledamo primitivizem ne samo v državnem zboru, v razni, ne vem, od sodnikov do, mislim, to je, jaz pač uporabljam ta izraz ladja norcev. Ne? Enostavno, ker gledaš v ekran in si rečeš, pa sej to ne more biti res. Ampak je, ne? Ja. Ampak je. Jaz se strinjam, seveda, zdaj tu je še nekaj stvari za dodati. Ne? Ena zadeva je ta, da odkar smo se osamosvojili, odkar smo postavili, bi rekel, formalne temelje oblasti in formalne temelje oblasti v državi, državni zbor, ne? Se skupine, ki delujejo za kuliso in katerih šef je pač več ali manj bil nekdanji predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Milan Kučan, se te skupine na vse načine krčevito trudijo diskvalificirati državni zbor. Ne? In to recimo prvi zelo resen udarc je bil 10 let nazaj, ko je prišla v ta državni zbor Levica, zlešena z vseh vetrov in potem je postalo vse možno, vrtanja po nosu, ne vem kaj, mesec že delal, pa neki, pa tako, pa gor, pa dol. Ne, in predvsem pa to stalno diskvalificiranje državnega zbora. Zdaj pa to vstopilo, za Svobodo je pa to vstopilo v neko popolnoma novo, ali pa da nečem noro fazo. Ne? Zdaj pa so to neki osebki, ki imajo elementarne težave pri, bi rekel, promociji svoje, bi rekel, profesionalne identitete. Govorimo o Leni Grgurevič, govorimo o konkretnem dejstvu, da ni bila izbrana za, bi rekel, okrajno sodnico, kar glede na to, da sem jaz imel opravka z okrajnimi sodniki, oziroma sodnicami, in se spominjam sodnice, in se spominjam Maje Stankovič, ki mi je sodila zaradi Tauferja, in se spominjam, da sem strmel, ker njej ni bilo kot okrajni sodnici jasno. Popolnoma nič in njena stopna kulture obvladanja književnih pojmov, vsega tega, kar recimo nekdo prenese iz srednje šole, iz pouka slovenskega jezika je bila
tabula rasa, ne, da niti na to mesto ni bila izvoljena, ne, in seveda to ti pusti potem nek občutek neke zelo globoke nezadoščenosti profesionalne, neizpolnjenosti in potem ti to kompenziraš in si zagotavljaš to, kar je bilo s Hoyvikom, ne, in si zagotavljaš to, da boš poslancu državnem zboru, katerega namen edini je z besedo zastopati ljudi, ki so ga izvolili, da mu boš to besedo vzel. Druga zadeva, seveda, ki je tukaj grozljiva, ne, ta razgradnja slovenske države, ki se dogaja, da prav ta Lena Grgurevič v istih 24 urah, se pravi, ko gre zemlja okrog, se pravi, svoje vsi se zavrti, je bila ona neizbrana za sodnico 21. Aprila leta 2022 in 22. aprila leta 2022 izbrana za poslanko državnega zbora. Izvoljena, izvoljena, seveda, ne, kar je pač absolutno nekaj, kar se ne bi smelo dogajati in se tudi nikjer ne dogaja. Ne v Italiji, ne na Hrvaškem, ne v Avstriji, so take zadeve nemogoče, kaj ti. Zakonodajna veja je od nekdaj ločena od pravosodne veje. To mora biti absolutno ločeno. Pa nas je pa to vse skupaj pomešano, zato ker tisti pač iz ozadja imajo pač korist. In vse to, mislim, to moramo bo treba delati nazaj na ločevanju vsega. Pri nas je, bi rekel, mi postajamo neke vrste totalitarna država, ne, v kateri se itak je to vse zmešano, tako je bilo včasih v Jugoslaviji, se vse kadija sudi, kadija toži, pa šta, kaj bomo. Itak so se že zmedili, ta v dobu 5 let, ta je bo dobu 7, Miklavčič jih bo dobu 12, tega bomo pa ustrelili. Pa so se itak zmenili med sabo, pa so pa sam tako naredili. In to je zdaj isto, da ne bi mislili. Ne? Žiga Turk je dal prav dober tweet, ne? Je rekel, človek ne more sprejeti karkoli, če hoče biti tako dobro nameren tega pravosodja, tega pravosodnega sistema. Jaz sem dal nazaj tweet na to, sem rekel, razumen človek, gleda 2025, v Republiki Sloveniji ne more sprejeti tega pravosodnega sistema, tega, kar se dogaja, zato, ker bi to nasprotovalo njegovemu razumu, vse to. Ne. In ta proces, bi rekel, negativne selekcije je seveda usporeden procesu razgradne slovenske države, ne. In to imamo zdaj v državnem zboru, imamo nekaj, kar meni se smilijo poslanci opozicije, ki se morajo s tem ukvarjati. Ker da ti mentalno zdržiš, jaz ne bi tega zdržal. Jaz ne bi zdržal 10 ur vsak dan gledati te bi rekel, kad bi rekel to Andrej Capuder, falimente odrešenja, kad se to reče, a ne, te padle, bi rekel, in da se pustu žaliti, pustu jemati besedo, pustu, pa predvsem to, kar najbolj boli, a ne, ta Urška Klakočar Zupan, ko se je to že zgodilo, da ona sploh ne upošteva poslovnika. Zanjo zakoni sploh niso. Ne zakonodajno-pravne komisije, ne poslovnika, ni česa. Ne, no, a niso razglasili zakonodajno-pravno komisijo, ki je en resen organ, so razglasili, niso jo ravno kar razglasili, da je to neki barvito, oziroma da je to neki čustveno ali neki tazga. Kako ne bo zakonodajna pravna komisija čustvena? Kako ne bo zakon čustven? To je tako kot voda ni mokra. Kaj stane pa je, če ni mokra? Hočem reči, in vsi ti absurdi, ne? Mislim, gledam, Urško Klakočar Zupan, ona je bila samo okrajna sodnica, ne? Pa ja. V tistih njenih letih bi lahko že napredovala, recimo v kakšno okrožno sodnico, pa ni, ne? Ja, ampak zdaj ti ljudje... Ampak zdaj gledam, kot predsednico državnega zbora v bistvu se postavlja neko vlogo, ki si nekako jemlje neko pravico tolmačiti zakone, ne? Ja, ona bo vse to... Recimo, kot da je ona ignorirati zakone. Ja, ignorirati zakone, ne samo tolmačiti, ignorirati zakone in predvsem to, da kot bi rekel Ludvik XIV, Ludvik XIV najbolj genialnih kraljev, ali pa kot Marija Terezija, zakon to sem jaz, država to sem jaz, to ona dela. Samo ona ni ne Marija Terezija, ne Ludvik XIV, ne Napoleon Bonaparte, da bi lahko rekla, država to sem jaz. Ti ljudje so lahko rekli, država to sem jaz. Mi imamo še danes gene Marije Terezije. Še danes se pozna ta avstro-ogrski sistem, ko je cesar rekel to, ko je naredil to. Ampak Urška Klakočar Zupančič ni Marija Terezija, ni Napoleon. Boštjan, eno vprašanje, odkot pridejo ti ljudje in kako to, da jih to zapopade? Ja, zato, ker to človekova narava je slaba. Mislim, to je krščanski pozelek, o tem debatiramo 5 ur, izvirnega greha. Človek je rojen slab. In se mora ogromno truditi, da postane boljši. Ampak ogromno jih postane taki, kot so. Pa zanimivo, da pride v politiko, ne? Ja, seveda pride v politiko, zato ker tam lahko izživijo in se lahko, bi rekel, in se lahko potem obnašati, kot se je Tamara Vonta do tebe obnašala, ker jaz tega nisem mogel gledati, ker sem poslušal to po televiziji. Mislim, to je bilo vse znešeni iz nekih buri, iz nekih vetrovnika vprašanja, brez veze, čist brez veze, nobene zveze. Ne, zakaj pa ne cenzurirano, se pravi ta najbolj cenzuriran profil cenzurirano, zakaj pa se ne bi tam zaletel, pa začeli sprašovati, odkot pa
pa unih 100 jurjev, odkot pa tistih 200 jurjev, pa sprašovati, kaj pa bomo šele, ko bo se oblast zamenjala, videli, koliko je bilo še teh 100 jurjev, pa kje pa gor, pa dol, če bomo, ne. Že zdaj smo jih videli. Hočem reči. Tudi ta celotna lista, ne, Svobode je pokazala še to, ne, da v resnici sploh ni toliko pomembno, kdo je na tej listi. Ne. Na volilni listi recimo za leto 2022, ne, za te volitve. V bistvu, če imaš ti dovolj medijskega pokritja, pa dovolj inovativne priprave, kot je bila, ne, to se pravi ta uzurpacija, ki je sledila, je v bistvu recimo RTV-ja, to je bila neposredna posledica 2-letne gonje proti Janši, kako si je on podredil medije. Ne? In takrat sta bila izpostavljena, recimo, ne vem, najprej je bil Urbanija izpostavljen že zaradi STA, kar se je na koncu izkazalo za laž. Še več, ne? STA je celo iz Amerike zdaj 100 jurjev, 100 tisoč dolarjev pokasiral, zato da so branili neko svojo demokracijo. Ne? To se pravi, ta psihoza, ki je nastala, da je Janša si podredil politični prostor, je legitimirala potem to, jaz sem tujko bunch of losers v resnici, na seznamih po volilnih okrajih, ki so prišli v državni zbor in izključno samo zato, da potrjujejo odločitve in sklepe, ki jih bo narekovala v bistvu ta neka ekipa, ki stoji za Golobom, zato da zadevo pelje. Ne? In na teh seznamih so se znašli več ali manj polovica ali pa še več, jaz ne vem poimensko, ljudi, ki so bili tako zaposleni v GEN-I-ju, to se pravi njegovih ljudi, ostalo je bilo malo napobrkovano po lokalnih okoliših, v bistvu tisti, ki nikjer drugje ni rad, ali boš pa pri nas. Tako je Levica delala nekoč, ne? Ker nima baze oziroma ker nima teh volilnih nekih štabov in tako naprej, ne štabov, lokalnem okolju. In ta zgodba je zdaj prišla v državni zbor in te ljudi je potrebno zdaj kadrirati, ker so naši, v različne inštitucije. Ne? Ta medijsko obveščevalna klika, ki je v ozadju, ona pa dela na aktivni razgradnji sistema, ker ga je treba najprej sesuti in sesuva se ga v demokraciji od znotraj. Ne? Mi nismo bili klasična diktatura pred tem, ne? Ampak smo bili vseeno, šli smo v neke demokratične tokove, kar pomeni, da je treba to demokracijo izkoristiti in zaradi tega smo mi danes priča tako pravzaprav veliki, visoki stopni razgradnje demokratičnih teles v slovenski družbi. To v bistvu ni naključje, ta razgradnja. To je sistematično delo. Zdaj dogaja v policiji, da se denar vzame računskemu sodišču. Ti moraš najprej legitimirati pravzaprav prevzem osrednjega, kako bi rekel, jaz pravim, tistega stolpa Sauron, pač iz filma tiste Gospodarja prstanov, to je RTV Slovenija. Češ, kako Janša obvladuje, kaj vse počne in tako naprej, je prišlo do legitimacije in ljudje so kaj na opice skakali po ulici, Janša je baraba, zato da se je lahko prevzel RTV. Če RTV ne poroča, je v bistvu, bom rekel, relativno majhna možnost, da neke resne novice sploh pridejo kam. Če pa RTV poroča in to poroča na svoj način, je pač to nek narativ, ki se usede v družbo. In to je prvi, to se pravi ključni moment. Za koga Pop TV dela, vemo mi že, bom rekel, že zelo dolgo. To, da se ta trenutek prerivajo in delajo pripravo na naslednje volitve, je samo še dokaz več, kam pa stacom mli v celotni zgodbi. In ko imaš ti to osvojeno, greš pa na policijo, greš pa seveda policijo, da ustaviš pač vse tiste možnosti, ki bi bile proti tebi, nekako je zginilo, bom rekel, njegove Golobove balkanske rabote, kar njih, Prišel je z neko idejo nekega dvojnika, da je po Romuniji skakal, kjer smo vsi gledali, a je to sploh možno, da pride nekdo s tako nebulozo? Kaj se je zgodilo? Nič. Če novinar ne vpraša, pač potem ni nič iz tega. Danes je že bolj manj jasno, da je bila to laž. Da dejansko on imel svoj račun. In kaj se je zgodilo s policijo? Kaj se je zgodilo to se pravi z Bobnarjevo, z Lindavom, ker se Lindav pač ni pustil vozakati gore dole. Mogoče je to bilo samo naključje v bistvu. Se drugače bi... Sej od začetka Bobnarjevi ni bilo nič narobe. Od začetka, kukar je Golob sam govoril, je Bobnarjeva še rada se pohvalila s tem, kako bo ona to zrihtala. In tako se je zadeva samo širila. In ko imaš ti enkrat medijsko pokritje, kar pomeni, da nič ne odzvanja v družbi, ti v resnici lahko počneš več. To je totalitarna družba.
Ja, To je se totalitarna strinjam, družba in no, take se družbe strinjam. ni. So sicer volitve, ne? Se strinjam. Pa to je isto kot v Rusiji. Se v Rusiji so tudi volitve, pa v Venezueli so tudi volitve, Pa pa v kje so že v Srbiji. Rusiji, pa v Srbiji so tudi volitve. Poglej samo V Srbiji so tudi volitve, kaj? Poglej samo en mali utrink tega narativa. A ti veš, kakšen idiot mora biti nekdo, da verjame, da je policija zaplinjala nedolžne ljudi zaradi tega, ker se je nekdo zmislil, da bo tam tisti top šprical. A veš, kakšen idiot moraš to biti? Pa se vprašanje, koliko jih je, ne? Moraš biti plačan najprej idiot, da Ja. to lansiraš in potem idiot, da temu nasedeš. Ne? In zdaj, za povrh vsega so te policaji zdaj- v bistvu zdaj v nekih procesih. Ja, Celo obsojeni že. Obsojeni, ne? No, mogoče tisti, ki to lansira, ni idiot, ne? Tisti verjetno ve, kaj počne, Saj zdaj pa pravim, zakaj to počne, ne? Je plačan za to, ne? Je plačan za to. Je pa vprašanje, koliko ljudi to dejansko verjame. Ne? Mislim, eni verjamejo, eni bi tako verjeli, recimo, se pravim, vedno je to tako, ne, to imaš ljudi, ker recimo tudi, če zdaj le padla atomska bomba nad Ljubljano, ne, Lej, po pa bi- anketah je še vedno 25% ljudi v temu nasede, malo od Svobode, malo od Levice. Ne, malo od hočem zdaj reči, je to to. če bi zdaj padla, recimo tlele smo sred Ljubljane, ne, če bi zdaj v tem becirku, ki je pač absolutno becirk tako imenovanega novega razreda oziroma gospodov tovarišev, nekaj ne veš, že več rdečih zvezd ali črnih Mercedesov po teh garažah tukaj spodaj, če bi tlele padla zdaj atomska bomba, po kakšnem pogledu, pa rekel, v redu, sam da ni Janša. Ne. To je tam imaš ta tip ljudi, ki bo verjel tudi, hočem reči. Ne. Ampak tle je hujša zadeva, ne. Recimo to s policijo je pa najbolj, ne, mi postajamo resen problem Evropske unije. V Evropski uniji ni države, kjer bi razgradnja temeljnih mehanizmov, ki jih država ima za svoj obstoj, potekala tako konsekventno in tako bi rekel, in tako učinkovito, hitro kot v Sloveniji. Recimo jaz poznam Hrvaško poznam zelo dobro poznam Francijo. To so stvari, ki se dogajajo v Sloveniji redno, so tam popolnoma nemogoče. Da bi demontirali policijo na Hrvaškem, pa to je popolnoma nemogoče. To je varovalk, tega sploh ni nihče razmišljal, da bi to naredil. Ne? Kako potem recimo komentiraš, Boštjan, te besede Zdenke Badovinac, predsednica upravnega odbora Prešernovih nagrad, ki je takrat tudi v Cankarjevem domu rekla, da je Slovenija v bistvu otok, ne, v Evropi, kjer še lahko ljudje svobodno govorijo. Da, to je res. Ja. Torej, komentiram čisto profesionalnega stališča Zdenke Badovinac. Ne? Ona je tam koliko časa? 25 let direktorica Moderne galerije ali koliko? Ni več. Bila je. No, in ona, kaj je pa zunaj tega naredila, enkrat je šla v Zagreb se malo stehtati. A se je šla? No, leto dve je trajalo. No, in kaj iz Zagreba prinesla? Nič. Zato, ker je to nek, jaz se imenujem, jaz sem pač Ljubljančan, ne? Ampak jaz to imenujem, to je ta, bi rekel, Trst je odprt na Mediteran. Maribor, kako si mislimo mi, je odprt gor, Graz, Salzburg, univerzitetna mesta. Ljubljana je odprta na Morost. Odprta je na Morost. Ljubljanska kotlina je odprta na Ljubljanski Morost. In to pač neko klimo teh ljudi, jaz to videvam dnevno. To večinoma so to kulturniki, komunistična inteligenca, tako imenovana. Vi imate pesnika, ki ima vse nagrade možne, ampak vam napiše, da ptič doji. Ne, pa se nisem zmislil. Prevede, jaz sem to analiziral. Prevod iz francoščine prevede, da ptič doji. Halo, a si ti hodil v osnovno šolo? Odkdaj pa ptič doji? Odkdaj pa ptič sesalc? Ptič kot kura leže jajca. Dojijo pa miši, podgane, tigri, levi in tako naprej. Ampak ta pesnik, veliki genijalac, z vsemi nagradami, ne vem koga, ampak vse to je znotraj tega le Morosta, ki ima meglo, pa tle mal se odpre gor, če greš, da mal pogledaš dol, da vidiš, da je tam spod. To je to. In ti ljudje niso nikjer bili v tujini, ne znajo nobenih tujih jezikov, nimajo nobenih nikjer referenc, ampak prepričani pa so, da so genialni. Da so dobi, pač to jih videvam na hodnikih fakultete, kamor hodim, mislim, jih videvam. Zato se teh ljudi, najbolj se tega bojim. Res je, ker to je z mano konc. Če sprejmeš ta princip, je s tabo konc. No, ampak jaz, če se lahko navežem, prav na tale stavek zdaj, ki si rekel, da se bojiš. Bojim se. Ampak jaz bi to zadevo malo na višji nivo mogoče dvignil, ne, ta strah, ne, ker problem prevzema policije, ne, je v resnici generiranje strahu v ljudeh. Ja, da nikoli ne veš, kdaj ti bo nekdo potrkal, pa ti tam, bom rekel, ne vem, se šel ali hišne preiskave ali karkoli. In potem od tukaj naprej še korak globje. Ne?
kaj pa sodnija, ne? Kaj pa tožilstvo, koga procesira, Seveda. koga vrže v temu nek tretji predal. Ne? Zdaj je ta afera v zvezi z unim, kaj je predsednikom sodišča, ki je kar mal po svoje neki tala tiste spise. Predsednikom Ljubljanskega sodišča. Ljubljanskega, ne? Ja. Ker pač je v nasprotju z samim izhodiščem sodne službe. Ne? In to generiranje strahu, jaz mislim, da nisi imel sicer tega v mislih, no, da si imel bolj nek svoje osebno občutenje tega razvoja dogodka. Ja, strah je tudi, popolnoma te razumem, in tudi tega strah, seveda. Ampak se mi zdi, da je to v družbi, da je s Golobovo vlado prišlo, da se je to začelo v našo družbo globje. Ja, se strinjam s tabo, popolnoma, strah. Kako bi rekel, Z Golobovo vlado je bil rojen strah. Ja, to je strah res. je, ne, in je skladno z priročnikom vojaške obveščevalne službe, govori eno, delaj drugo, je promocija svobode, v resnici promocija strahu. Ne, strahu v slovenski družbi pred temi energetskimi tajkuni, ker nikoli ne veš, kje bo kakšna položnica, pred policijskimi nekimi procedurami, pred medijskim linčem. Ne, in je ta strah postaja, bom rekel, tako kot so včasih naše stare mame rekle, ne govor preveč na glas, nikoli ne veš, kdo posluša. Ne? Ja. Tako da tega nas je pa lahko vseh Preko skupaj levice v bistvu strah. Zdaj počasi končujem, ampak kdo bi si mislil, da se bo to tako začelo oziroma stopnjevalo? In to samo, ne, pazi, ne, to v dobrih 2-3 letih, ne, to ni bilo Strahovito. Zadaj je analiziran, ti si bil, jaz sem ti neskončno hvaležen, eden prvih bralcev moje knjige, Etniki svobode, kjer vse to analiziramo, ne, da je to v bistvu kontrapomenka. Svoboda je suženstvo, osvoboditev je zastraševanje, strah. S svobodo je preko levice, ki je prvič v vladi, in to je pač levica se sklicuje na Čebine in delamo tako kot v Čebinah. Pobičemo, poklačemo, ko sa nama nije, pač to se tako v srbski reče, v slovenščini se lahko preveden tako drugače, jezik je jasen, kdorkoli bo zopr nas, ga bomo zradirali, kajti to je v njihovi krvi. In ta strah je preko Goloba unešen med podjetnike, med vsi se nečesa že 3 leta bojimo, zato ker ti ljudje so navajeni zastraševati. To je edino, kar znajo, ne znajo ničesar drugega. Jaz se ne spominjam, če bi me zdaj Bojan Požar vprašal, prosim, Boštjan, naštej mi nekaj poslancev Svobode. Ne bi vedel. Naštel bi samo tisto, o kateri govorimo. Zakaj? Zato, ker se po vseh poslancev Svobode spomnim samo tistih, ki so naredili kakšen mali škandalček ali vrgli kakšno pasjo bombo. Samo ekscesnih, res je. Samo ekscesnih. In Dobro, to je vladajoča stranka. Zdaj, Boštjan, Edvard, končali bomo s tem strahom, pa ekscesi, ne, o tem se bomo šli pogovarjati, ampak to je bila tako, bom rekel, čisto resna ura, današnja ura resnice. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, se vidimo naslednjič in seveda vmes ne pozabite, ker je Bojan tudi Požar.